Nam se je javil naš Stojan Svet, zlati človek, predsednik društva Modro nebo, in bila sva na liniji in vse, kar je on v bistvu zadnje čase objavljal, jaz sem ga spremljal in opozarja, dragi moji, opozarja tako vinogradnike in kmetovalce na projekt Preskok 22, ki vam lahko uniči pridelke. Jaz bom to njegovo poročilo, ki ga je objavil na Facebooku in nam je vsem v bogato informacijo, da bomo vedeli, kaj se okoli nas dogaja, ker marsikdo ne ve, mogoče kdo izmed vas si to zasledil, pa vendar. Vmes bi prosil predsednico društva Eveljano Beliš, če bi lahko Stojana poklicala, če je dostopen na telefon, medtem ko jaz to njegovo kratko poročilo tudi preberem. Če vas na prostem ujame nevihta, pravi Stojan, takoj izklopite mobilne telefone. V oblakih so nanodelci kovin, ki lahko v eni nevihti in po podatkih Arso sprožijo tudi 17.000 strel. Mobilni telefon je antena, ki privlači strele in je žal pobila že preveč ljudi. Priprave na NATO vaje, ki se imenujejo Preskok 22, so se v Sloveniji začele v ponedeljek 12. septembra, v sredo, pa so pri nas začeli že leteti NATO vojaška letala pod poveljstvom ameriških zračnih sil in usmerjevalcev Združenega ognja pod poveljstvom. To se pravi, ti naleti naj bi trajali do 23. ure, vendar se Američanom, tako je zapisal, sladko hebe, če trajajo tudi celo noč. Za njih smo mi prebivalci Slovenije itak samo mrčes, ki se ga je treba tako ali drugače znebiti. Te NATO vaje bodo trajale vse do 21. oktobra. Vremenska slika agencije Arso v vsem tem času kaže na izrazito poslabšanje vremena v Sloveniji in v vseh balkanskih državah. V vsem tem času so možne pri nas ekstremne padavine, neurja, toče in poplave, čemur smo priča zadnjih nekaj dni. NATO vaje se bodo končale v Črni gori, kjer so vajo poimenovali kar Adrian Pool, se pravi bazen, pool pomeni bazen. Ali jo nameravajo spremeniti v bazen, bomo še videli. Kar je zanimivo je, da so v Ulcinju parkirane ladje ruskih oligarhov. Če ima pa to kako vezo z NATO vajo, je zapisal Stojan, bomo pa še videli. Zdaj pa nekaj osnovnih podatkov, ki jih je v nizu vaj Preskok 22 zapisal. Se pravi, tako kot smo rekli, čas izvedbe od 12.9. do 21.10.2022. Cilj Preskoka 22, kakšen je njihov cilj? Preveriti možnost delovanja vseh sil Slovenske vojske v sklopu nacionalne in kolektivne obrambe z usklajeno in učinkovito izvedbo posameznih vaj. Število udeležencev na teh vajah do 2000 pripadnikov Slovenske vojske. Iz vseh poveljstev in enot sil Slovenske vojske ter okoli 318 pripadnikov vojsk 15 zavezniških in partnerskih držav v sodelovanju z ostalimi deležniki nacionalno-varnostnega sistema Republike Slovenije. Na nizu vaj sodelujejo Slovenija, Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Italija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Poljska, Severna Makedonija, Srbija, Velika Britanija in Združene države Amerike. Lokacija izvedbe vaj v Republiki Sloveniji je zapisal, osrednje vadišče je Postojna. Vojašnica Ivana Cankarja Vrhnika, vojašnica barona Andreja Čehovina Postojna, občina Ankaran, Bohinjska Bela, Brežice, Črnomelj, Kočevje, Koper, Metlika, Postojna, Rogatec, Središče ob Dravi in Šentrupert.
Prihodi in odhodi sodelujočih, se pravi letalski, železniški in cestni koridorji v Republiki Sloveniji. Glavnina sodelujočih bo nastanjena v vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni in na Osvald Postojna. Zdaj, kje so pa še vzporedne vaje v tujini? In sicer je Jackal Cave 2022 na Madžarskem, Wet Gap Crossing v Nemčiji in, tako kot smo rekli, Adrian Pool v Črni Gori. Kakšen je pa strošek teh vaj, koliko denarja dajo za to, namesto da bi dali ljudem, ki so v potrebi, se grejo igrice, a ne? Načrtovana ocena stroškov je 874 tisoč evrov. Izgradnja in vzdrževanje sil za delovanje je pomemben dejavnik, pravijo, pri krepitvi odvračalne in obrambne drže, tako v Republiki Sloveniji kot v okviru zavezništva. Zmogljivosti sil so najboljši kazalec usposobljenosti in pripravljenosti Slovenske vojske za delovanje. Slovenska vojska je in deluje in sodeluje kot kredibilen partner in bo to tudi v prihodnje, s čimer bo pomagala pri zagotavljanju miru in varnosti tako doma kot v mednarodnem okolju. Jaz, kot Mihael Belis, vroče upam, da je to, kar sem prebral, tudi res. Aktivnosti se bodo izvajale v dogovoru z lokalnimi skupnostmi v krajih, kjer smo jih prej našteli, na način, da bodo čim manj moteče za okolje. Zdajle vas pa vprašam, kako je lahko ta dež, ta naliv, vse to, kar producirajo, čim manj moteče za okolje. Okej. Seveda bo za lokalne skupnosti čim manj moteče, razen milijardna škoda, ki jo bodo kot ponavadi med temi NATO vajami povzročili na kmetijskih pridelkih. Ne pozabimo na NATO žled izpred leti in na NATO požare. Kot ponavadi se bo med NATO vajo Preskok 22 pri nas močno povečalo elektromagnetno sevanje zaradi povečanega delovanja mobilnih in stacionarnih Doppler radarjev, kar boste lahko čutili po povečani utrujenosti in zvenenju v ušesih, tako da tudi ponoči včasih ne boste mogli spati. Toliko, da boste vedeli, kje je razlog in kaj je razlog. To vse nam sicer lepo poklanja NATO Preskok 22. Merjenje frekvenc boste lahko preverili tudi na vaših mobilnih telefonih, kot nam je Stojan to že enkrat pokazal, z EMS metrom. To nam sporoča Stojan Svet, ki je med drugim predsednik društva Čisto modro nebo. Zdaj pa, če probamo Stojana poklicati. Stojan, živijo, si z nami? Ja, jaz sem z vami, ja. Lep pozdrav vsem, me veseli in sem hvaležen, da si prebral to moje pisanje. Zdaj seveda, kar se tiče tega stavka, ta uradna njihova dejavnost, to je samo površinska stvar, tista bistvena stvar se dogaja na nebu, z vremenskim vojskovanjem. Danes trenutno je v Postojni 8 stopinj in pričakujem, če bo šel s to brzino, bomo imeli že jutri mogoče sneg. Tako da ja, oni se igrajo s tem. Slovenija, kot sem povedal v Državnem zboru, je poligon za vremensko, kemično, biološko, radiološko in frekvenčno vojskovanje. Poslanci so imeli odprta usta kot ribice na suhem in nihče ni prknil kakršnekoli o tem, kar sem pač tam povedal. Tudi prijatelj Egidij Kozjek je tam povedal zelo lepe stvari, oziroma pomenil je patente vojskovanja, vremenskega vojskovanja, biološko-kemičnega, in je pač tudi seveda ni bilo nobenega odziva. Jaz sem potem napisal še en člančič na to temo, pa ga mogoče lahko kar
preberem, ker ta prvi je, kjer sem navedel to vajo povratne podatke, po preskoku 22 je prebralo tam okrog 4000 ljudi, medtem ko ta drugi pa ima še 3000 več obiska, okrog 7000 ljudi, kar me izredno veseli, ker to pomeni, da se ljudje zavedajo tega, da se ljudje ozaveščajo in da pač se zavedajo, da bo treba nekaj narediti. No, bom prebral pa še tale člančič. Ob NATO vaji preskok 22 padavine začenjajo padati v Sloveniji, v Italiji pa nič, kljub temu, da piha zahodnik. Torej, mislim, izredno zanimivo, da je prav v Sloveniji, glede cele Evrope, je največ padavin, kar se lahko vidi tudi na SAT-24, na tem satelitu, kjer vsak lahko to preveri. Pred par leti smo društvo Čisto modro nebo na agenciji Arso naredili PowerPoint prezentacijo, kjer smo jim predstavili vremensko vojskovanje, ki se izvaja nad nami. Za njih smo bili teoretiki zarote, čeprav smo jim dokazali iz njihovih analiz deževnice 1000-kratni presežek aluminija v deževnici, ki tam nikakor ne bi smel biti po naravni poti. To isto PowerPoint prezentacijo smo predstavili tudi vladi Ivana Janeza Janše. Njihov odgovor je bil, da nič ne moremo, ker smo v Evropi in v NATO. Borut Pahor je kot vrhovni poveljnik obrambnih sil letos prepovedal prilete ruskih letal na našem nebu, ne moti pa ga vremensko vojskovanje in zastrupljanje našega ozračja, ki ga pospešeno od leta 2004 izvajajo NATO letala. Da je trenutno zastrupljanje našega ozračja in povzročanje neurij pri nas res del NATO vaje preskok 22, jasno dokazuje današnja vremenska slika iz aplikacije en.sat24.com, kjer je jasno razvidno, da v celi Evropi nikjer ne pada toliko dežja kot ravno pri nas. In ne samo to, dež je strogo omejen na Slovenijo, v Italiji ga danes ni. Ni ga tudi v Avstriji. Vse to izgleda, da bo scenarij tokratne NATO vaje preskok 22 podoben tisti iz leta 2014, ko smo imeli februarja pri nas najprej žled, potem pa poplave, ki so zavile Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Srbijo in povzročile večmilijardno škodo. Če te ta današnja vremenska slika me prepriča o tem, da gre za NATO vremenski kemično-biološki napad na Slovenijo, ti žal ni pomoči. In še naprej mirno spi jesensko spanje. Nekateri me sprašujete, ali obstaja rešitev. Ja, seveda obstaja. Razpis referenduma o izstopu iz organizacije NATO in priključitev v organizacijo BRICS. BRICS pomeni Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in pa Južna Afrika. Ampak, zakaj takega naši vladni predstavniki nimajo nobenega poguma? Zdaj se pa obračam na predstavnike naše vlade. Predstavniki naše vlade in raznih agencij, ki ne služite narodu in ne izpolnjujete svojega poslanstva, zapomnite si, da si pljuvate v lastno skledo. Na koncu bo pa vaš jok in škripanje z zobmi. To je ta kratek člančič, ki je pa dosegel res neverjetno, se pravi, visoko branost, tudi ogromno komentarjev. Tako da sem res vesel. Seveda pa nimajo vsi Facebooka, in sem zelo vesel, da bodo tudi člani društva za srečno življenje Belis, ki nimajo Facebooka, lahko to slišali na YouTubeu, pa tudi tisti, ki direktno to slušajo. Stojan,
Stojan, iskrena hvala, Lej, za vse te tvoje informacije. Verjamem, da na več koncih, ko se informacija širi skozi različne kanale, skozi različna omrežja, da marsikdaj doseže večino tistih, ki res, tako kot si rekel, nimajo dostopa do Facebooka. Enim se je zameril zaradi blokad, eni preprosto pač ne marajo tega in se rajši združujejo po drugih kanalih in hvala za to tvoje delo. Jaz sem tole zagledal, se pravi mene, ko sem prebral tole, se zavedam, kaj pomeni, me je stresalo in sem se takoj odločil, da tudi na takoj zadevo delim isto minuto, kar si tudi opazil in hvala ti, ker si tako lepo pokomentiral, super. Ja, jaz sem tudi opozoril že praktično dejansko to, kar jaz sem to napovedal, preden se je vaja sploh pričela. Ja, res je. Napisal ta člančič in točno to, mislim, kar sem napovedal, se je dogajalo. Opozoril sem tudi kmete in vinogradnike, naj čim prej pospravijo svoje pridelke, ker bo zdaj šlo iz slabega na slabše. Ta vaja bo trajala praktično do 21. oktobra. To je praktično več kot en mesec. In seveda je pa še ena stvar, da sicer oni napišejo, da je vaja končana, da bo končana 21. oktobra, ampak to ne pomeni, da bo res takrat vaja končana, ker se je dostakrat izkazalo, da dejansko so NATO vaje trajale še naprej, recimo kar naprej, ali so pa takoj že odprli novo vajo. In enostavno mislim je smešno in žalostno, pač mi, Slovenija, žal je nekdo podpisal to, da smo mi poligon za vsa ta vremensko-kemično-biološka vojskovanja in najprej naredijo tako katastrofo v Sloveniji, potem pa se stvar nadaljuje. Ampak tukaj potem, kar jaz vidim z te vremenske karte, je dejansko se ponavlja res ta scenarij, kot sem rekel, da so zelo možne poplave na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji. Mislim, zanimivo je tudi ta vaja v Nemčiji, ta wet gap, se pravi ta mokra vrzel. Mislim, skratka, posod gre v Črni gori pa Adrian Pool, to se pa jadranski bazen. Zdaj, kaj dejansko res se to pomeni, bomo videli, ampak dejansko oni namigujejo tukaj oni so toliko rajšni, da oni namigujejo, da tukaj gre za nekaj mokrega, da gre za padavine oziroma da gre, mislim, tisti, ki malo bolj spremljamo te stvari, mi vemo, da je to v bistvu to. In dejansko res... Stojan, a je to zdaj, kar ti govoriš, teorija zarote? Kaj je, o čem ti govoriš zdaj? Je to teorija zarote? Kaj je, lahko to kdo trdi? Zdaj, da tako, nihče, mislim, vsak lahko trdi, da je to, mislim, to je tudi to, kar so trdili na agenciji ARSO, pa da smo mi teoretiki zarote in da geoinženiring da ni, jaz pa imam v bistvu to listo patentov, kjer je več kot 500 patentov vremenskega vojskovanja in pa seveda, mislim, vsi ti izrazi geoinženiring, to so izumili NATO, cloud seeding, ravno tako je izumila NASA in pa chemtrails, recimo, to je tudi vojaški izum ameriške vojske, chemtrails, tako da dejansko je, poleg tega pa imamo mi, jaz sem poudaril, da tu v analizi od agencije ARSO deževnice več kot 1000-kratni presežek aluminija, ki po naravni poti nikakor ne more priti v oblake. Jaz imam tudi, bomo objavili, v prihodnjih dneh imamo analizo deževnice pri nas med NATO vajo aprila, ki je bila pri nas, katastrofalni podatki, presežki 1000-kratni in kovin in ostalih stvari, tako da imamo dokaze, tako da
Ne, oni lahko so res kot tiste 3 opice, ne, in to in Arso, 3 opice, ena se drži za usta, druga za ušesa, tretja si pokriva oči. Ne. Oni dejansko nočejo nič videti, no, oni tudi so imeli na njihovi strani en članek o geoinženiringu, ki pa so ga hitro umaknili ven. Tam pa je pisal, da je geoinženiring sredstvo za izboljšanje vremena. Mislim, tako da totalni sarkazem. To se pravi, če jaz prav razumem, vse, kar označijo za teorijo zarote, je dejansko pozitiven znak, da imamo prav. Ja, to je... Gre za obrnjeno logiko, ne? Teorija zarote je praksa zarote. Dragi Stojan, iskrena hvala za tvoj trud, za tvojo raziskovalno žilico in čas in prosimo te, obveščaj nas naprej, da bomo imeli tekoče informacije, ker marsikdo, ki se z njim kakšne čudne stvari dogajajo, čuti v ušesih pritisk, kot si rekel, ali pa kakšne druge bolečine. To je vedno, ko je tukaj, se pravi, ko so NATO vaje, oni s temi Doppler radarji nabijajo te frekvence tako močno, da enostavno, da ti zvoni v ušesih, v glavi, dan in noč. Tako da to so pač oni se tukaj igrajo na vse mogoče načine. Dejansko gre za to, da je v Nemčiji je center za usmerjevalce združenega ognja. Oni imajo računalnike in oni dejansko daljinsko upravljajo z vsemi temi radarji in pa z HARP postajami, ki so tudi v Hrvaškem sta 2 postaje, zdaj govori se, da je tudi v Sloveniji, v Beli krajini ena HARP postaja, samo da vemo še točno kje. Tako da ja, mislim, te HARP postaje kar rastejo kot gobe po dežju in seveda je za nas to zelo obremenjujoče in je težko in verjetno še težje bo. Tako da bomo morali res najti neke zaščite, da se bomo lahko zaščitili pred tem. A si že kakšno zaščito našel, Stojan? Ja, zaščite so, zaščita je v bistvu ta, da prva stvar, kar bi ljudje morali narediti, je to, da se rešijo ruterjev in da se preklopijo na računalnike preko kabla. Aha, da Wi-Fi ukinejo, Wi-Fi, a ne? Tako, Wi-Fi naj ukinejo, ker Wi-Fi je 2,4 gigaherca. Gigabajta. Pardon, ja. To je frekvenca, pri kateri najhitreje zavre voda in dejansko v človeku je 70% vode. In dejansko vsa ta utrujenost in druge težave, bolečine, glavoboli, bolečine v sklepih, je dostikrat ta posledica te frekvence 2,4 GHz od teh Wi-Fi-ov. To je ena stvar. Druga stvar je pa potem, mobitel se da, pa obstajajo zaščite, da ga ti daš v en tako vitek, ki pač ne spušča teh frekvenc, ker oni nabijajo, seveda, ko oni nabijajo frekvenco, se tudi frekvence na mobilnih telefonih dvignejo. Tako da to je pač čim bolj stran. Jaz dejansko, ko grem ven, jaz sem telefona ne nosim več v sabo, ker ko oni zaznajo, da se jaz gibam, mi oni našopajo pa to frekvenco tam recimo v teh mikroteslih tudi do 2000 se mi do zdravju neškodljivo je pa nekje do 50 mikrotesel. Prav, hvala, dragi Stojan, za vse te informacije. Upam, da si je te praktične napotke marsikdo vzel k sebi, da bo razumel. Jaz vem samo, da sem včasih telefon zavil v 3-kratno folijo od čokolade. Pač tole kuhinjsko folijo, svetlečo, srebrno. In ta tudi, če 3-4-krat zaviješ, ne prepušča več signala, kar je tudi neke vrste zaščita, če nekam greš, pa pač telefon vzamem zraven in ga rabiš takrat, ko ga rabiš, pol pa ga zaviješ nazaj in se zaščitaš. Hvala, Stojan, vse lepo te pozdravljamo tukaj vsi iz društva
In vsi iz Zuma se ti zahvaljujemo za tvoje izčrpno poročilo in se še priporočamo. Lepo bodi. Enako tudi vse dobro vam. Hvala, srečno. Ja, enako, lepo zdrav. Ja.